spoštovani Žiga in spoštovani gostje. Lepo pozdravljeni v Galeriji Velenje. Najprej naj se zahvalim dijaku glasbene gimnazije Samu Oranjeku za čudovito izvedbo Johana Sebastiana Bacha pod mentorstvom profesorice Tamare Gombač. Danes odpiramo dve prav posebni razstavi. Prva v spodnjem prostoru Inventura slovi že po svoji 24. obletnici. Vsako leto v galeriji dijakom Umetniške gimnazije Velenje pustimo prostor, kjer lahko predstavijo svoja dela, ki so jih ustvarili v tekočem šolskem letu. Na razstavi je moč videti dela različnih predmetov, katerih mentori so naslednji profesorji: Aleksandra Dolenc-Gojevič, Janja Hren, Jure Markota, Alja Krofl ter Nataša Tajnik-Stupar. Ob tej priložnosti naj najprej prosim povabim ravnateljico gimnazije, gospo Gabrielo Fidler, da pove nekaj besed, za njo pa profesorico Aljo Krofl, da pove nekaj v imenu vseh profesorjev. Gabriela, prosim. Lepo pozdravljeni. Danes živimo v svetu polnem omejitev in meja, ki si jih postavljamo tudi sami sebi, med ljudmi in v svetu. Umetnost pa je tista, lahko bi rekli, ki predstavlja svet brez omejitev. Ruši meje tako v nas samih kot med ljudmi, prav tako pa tudi v svetu. In umetnost vsekakor bogati naše življenje, bogati svet umetnikov, saj jim nudi možnost, da se izražajo na načine, ki presegajo vse besede. Hkrati pa jim daje moč, da skozi umetnost sproščajo, izražajo vse svoje misli, občutja, strahove, pa tudi želje in pričakovanja. Pa tudi nas, obiskovalce, občudovalce njihovih umetniških del, nam pomaga, da skozi umetniška dela ravno tako začutimo vsa ta njihova čustva, vso to njihovo dogajanje v njih in na ta način tudi sami nekako rastemo in sproščamo svoje občutja. Naši dijaki so na razstavi Inventura 2024 odstrnili tančico v delček svojega sveta. S tem so nam odprli en majčken delček v svoj svet, svojih občutij in, dragi dijaki, čestitam vam za čudovito razstavo in za vso pot, ki ste jo v tem šolskem letu prehodili skupaj z vašimi mentorji. Iskrena hvala vsem mentorjem, ki ste jim pomagali, in v katalogu Inventura si boste lahko pogledali tudi njihovo pot oziroma rast skozi posamezna leta, skozi letnike, kako se pravzaprav dijaki v umetniški smeri, gimnazija, likovna smer, razvijajo skozi vsa leta. Hvala in uživajte v razstavi. Najprej vas lepo pozdravljam v imenu aktiva učiteljev likovne umetnosti. Jaz pa sem nekaj že pred kratkim napisala, pa vam bi rada kar prebrala. Bi pa prej predstavila še naše predmete. V bistvu tudi vidite, kaj so napisani. Risanje in slikanje, ki vodi Nataša Tajnik-Stupar. Plastično oblikovanje od Jureta Markote. Potem imamo tle na desni strani Aleksandra Gojevič Dolenc, bivalna kultura in pa predstavitvene tehnike. Potem imamo likovno teorijo na levi strani in pa osnove varovanja dediščine, in letos so se nam pridružili tudi splošni z likovno umetnostjo, ki so pa tam na odzadnji. Torej, mlada ustvarjalnost. Ustvarjalnost živi v vsakem izmed nas, samo prebuditi jo moramo. Namenimo ji čas in prostor, ponudimo ji priložnost, da se izrazi, v kakršnikoli luči želi. Naj bo to slika, risba, kip, poezija, proza, glasba, umetniško delo v naravi. Ustvarjalnost ne mara, da jo omejimo s pravili ali zapremo v okove. Želi svobodno leteti in pripovedovati zgodbe, slikati podobe iz sanj in potovanj. Sprejmimo vse barve življenja in zaupajmo v proces.
Ustvarimo boljši danes za lepši jutri novih generacij. Vsi smo učitelji in vsi učenci. Naj nas vodijo čista misel in toplo srce, prijazen nasmeh in strast ljubezni. Prepustimo se klicu divje narave in norosti otroške duše. Zaupajmo notranjemu glasu, intuiciji, ki najbolje ve, kaj, kam in kdaj. Umetnost nas dela žive, umetnost ne išče popolnosti. Popolnost je v nepopolnosti. Nihče ni popolnen, smo pa unikatni in posebni. Ustavimo se, zadihamo s polnimi pljuči, naš čas je tukaj in zdaj. Sopotniki so ustvarjalci, pogumno dalje, srčno in srečno pot. Gabriela in Arja, najlepša hvala za lepe besede. Ko se mladi umetniki, predvsem pa dijaki 4. letnika likovne gimnazije podajajo na novo umetniško pot, se pogosto soočajo z izzivi in morebitnimi neuspehi. Ključno je, da sprejmejo te padce kot le del svoje rasti in razvoja. Pot v življenju je lahko polna trnja, a iz vsakega padca se lahko naučimo nekaj dragocenega. Pomembno je, da neuspehe obravnavamo kot priložnost za rast in izboljšanje, ter da vztrajamo na svoji umetniški poti, saj lahko ravno iz teh izkušenj izrastemo v boljše in še bolj ustvarjalne posameznike. Sedaj pa se ponovno prepustimo zvokom glasbe in prisluhnimo klavirskemu triu, ki nam bo odigral Antona Dvoršaka. Igrali bodo na violini Mark Leo Kranc, na violončelu Samo Vranjek ter na klavirju Tinka Muck. Njihove mentorice so Tamara Gombač, Danica Koren ter Jerneja Grebenšek. Izvolite.